Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je tudi letos podelila strokovna priznanja Zlati svinčnik, s katerimi že 2 desetletji izpostavlja projekte, ki dvigujejo zavest o pomenu kakovostne arhitekture in premišljenega urejanja prostora. Nagrade izpostavljajo dela, ki bogatijo lokalno okolje, hkrati pa svojo univerzalno govorico nagovarjajo širši prostor. Na strmem pobočju nad jezerom Jasna, sredi osupljive gorske pokrajine, stojita hiši, ki prevajata tradicijo alpske gradnje v sodobni arhitekturni jezik. Podolgovata volumna pod lebdečo streho se poigravata s proporci, transparentnostjo in inovativnimi konstrukcijskimi rešitvami. Zamaknjenost volumnov omogoča ustvarjanje osrednje terase z razgledi na gore in jezero, hkrati pa daje občutek lahkotnosti in zasidranosti v teren. Notranjost hiš združuje različne materiale, vidni beton, les in kovino, ki skupaj tvorijo bogato prostorsko izkušnjo. In žirija je v zasnovi prepoznala model za prihodnjo prenovo alpske arhitekture, saj hiši uspešno združujeta lokalno tradicijo in sodobne bivanjske potrebe. Tina in Aljoša, opišita nam prosim za začetek rojstvo ideje za tile 2 alpski hiši. Ja, ideja ne pride kar v enem trenutku. V resnici moraš najprej priti na lokacijo in midva sva prišla na to lokacijo z gorskimi kolesi iz strani Kranjske gore in v bistvu začutila ta nenormalno lep pogled na Julijske Alpe in v bistvu se zavedla tudi, da je ta lokacija ekstremno strma in zelo, zelo zahtevna. In ja, ta naloga o ideji je pa pač zelo specifična, ker mi smo že v nekem okolju, kjer so Alpe, je počišniško naselje, ni tradicionalno okolje, ampak v bistvu tradicija alpskih hiš pa je ključna. Se pravi, da predno začneš razmišljati o ideji, moraš vedeti, kaj bi lahko bila sodobna alpska hiša na lokaciji nad jezerom Jasna s pogledom na Julijske Alpe. In jasno se tako začneš ukvarjati s streho in s tem, kako bi lahko bila streha nekaj drugega, kot je ponavadi, ali je lahko dvokapna streha, lebdeča streha. Pravzaprav iz arhitekturnega stališča mi mislimo, da je na neki individualni hiši streha tisti element, s katerim se prebivalci te hiše najbolj identificirajo. Torej, na tak način se pravzaprav tudi kot ljudje povežemo s svojim lastnim domom, spravi z obliko strehe, z identiteto strehe. No, na drugi strani pa moram poudariti tudi, da je streha tisti arhitekturni element, ki pravzaprav skrbi oziroma naredi neko naselje ali pa vas poenoteno. In potem seveda pridemo verjetno tukaj že takoj do gradnika, do osnovnega gradnika, ki je tukaj verjetno kar nekako logično, da je les. V bistvu alpska gradnja je pač historično in pač po neki inerciji lesena gradnja in gradnja z masivnim lesom, se pravi, da je konstrukcijski les. In v resnici to definira notranjost in zunanjost hiše. Gradnjo z lesom pa pripeljemo do te stopnje, da sva iskala zelo specifičen, inovativni sistem, ki ne bi imel recimo tudi lepil in zato sva najdla to slovensko podjetje, ki je v bistvu s to svojo inovacijo razvilo nosilne lesene stene, ki so muzničene in nam omogočajo to lepoto razpona, hkrati pa neko zelo jasno identiteto in veš, da je to naravna hiša, zato ker se ti lepila ne sproščajo v ta prostor. Seveda pa les ni edini gradnik v tej hiši. Tako, ker sta obe hiši postavljeni na teren, ki je v bistvu precej strm, je bil to velik izziv, predvsem tudi konstrukcijsko, zaradi tega, ker je spodnja etaža, ker so tudi vse spalnice, mogoče kot kontrast neki običajni razporeditvi, kjer hodimo ljudje spat v zgornje nadstropje. V tem primeru mi živimo v nekem pritličju, potem gremo pa v pol klet spat v spodnje nadstropje. In ta spodnja etaža je pol kopana, zato je po svoji naravi iz betona. In to smo želeli tudi pokazati v notranjem ambientu, kjer je spodnja, ta betonska etaža, pretežno iz vidnega betona, vendar narejena na tak način, da so za opaž bile uporabljene smrekove deske in se pravzaprav ta zgodba lesa na tem betonu tudi vidi, se jo da odčitati in na ta način v bistvu ta hiša izkazuje neko to materialno dvojnost.
Pri snovanju lesenega ovoja sta arhitekta izhajala iz tradicionalne tektonske gradnje hiš iz polnega lesa, kjer so bruna zložena drugo na drugo in to jasno pride do izraza na vogalih. Temu izročilu sledi tudi preprosta kritina iz macesnovih klanih skodel. V alpskem okolju so lesene hiše pogosto temnih odtenkov, saj les pod vplivom vremena sčasoma potemni. Temen ovoj hiše sta arhitekta dosegla z nanosom posebnega danskega olja, ki se postopoma spira in spreminja svoje odtenke. Takšno pročelje se zlije z gozdnim ozadjem hiše. In prav posebno dušo zunanjosti objekta da ta velika, prostorna in razgledna terasa s specifičnimi nosilci. Ja, če se vrnemo spet na karakteristiko parcele, je ta izjemno majhna in seveda strma. In zaradi tega smo se odločili za en zelo pomemben sestavni del te hiše in to je ta terasa, ki poteka ob boku celotnega volumna. Terasa je tudi podprta z neko zelo specifično konstrukcijo v tem V-stebru, ki formalno odgovarja na geometrijo strehe dvokapnice, ki se kot nek narobe obrnjen V povezne čez ta volumen, na drugi strani imamo pa V, ki podpira teraso in oblikovno to proizvaja neko tako vizualno celoto. Ob vstopu v bivalni prostor se vsak obiskovalec ne zazre v interjer, ampak njegov pogled zdrsne skozi zares veliko panoramsko okno. In v resnici mi s tako velikim panoramskim oknom dovolimo naravi, da pride v hišo dejansko. In v bistvu vse ostalo pozabiš, gledaš samo drevesa, krošnje in v ozadju Julijske Alpe. Jasno, to okno je veliko 5,30 metrov, 10 ljudi ga je v bistvu prišlo montirati, se pravi, to je zelo tehnično zahtevna reč. V bistvu je steklo, ki v določeni svetlobi izgine. Hiša pravzaprav ni velika, a je kljub temu prostorna. Namenjena je oddihu družine in druženju s prijatelji. Notranjost meri 130 kvadratnih metrov, temu pa je treba prišteti še obe terasi. Velik bivalni prostor je središče dogajanja, v njem so kuhinja, jedilnica in prostor za počitek. V spodnjem delu hiše sta urejeni 2 spalnici z lastnima kopalnicama. Tina, pri tem pultu se pa sprašujem, kako ste to prinesli noter, a ste ga tukaj naredili, ker res zgleda, je debel in zgleda res težek. Ja, ne, bil je prefabriciran, se pravi, da je bil narejen drugje in je bil v bistvu sem prinešen. Je pa cela tema tega pulta, da mora biti v bistvu njegova materialnost identična kot tla in kot stopnice. In da v bistvu izžareva neke lokalne materiale, se pravi, ta agregat znotraj tega betona je v bistvu iz Zgornjesavske doline, se pravi, rečni agregat, zmlet in od tega te lepe barve. No. Tukaj se prav lepo vidi, ne, kako so narejene konstrukcijske stene v tej hiši. Tako je. Vidimo, da imamo 1, 2, 3, 4 plasti, ki so med seboj muzničene in v bistvu te dajo trdnost muzniki. Ne. Mi imamo muznike, ki so iz bukovega lesa in specifika te konkretne stene, kar smo pač z Aljošem si zelo želela, da te muzniki pridejo na površje, da v bistvu skupaj z grčami začnejo v bistvu tvoriti neko novo polje. A je sicer kako tretiran ta les, je rahlo obeljen? V bistvu ni nič beljen, je pa zelo specifično tretiran, najprej je brušen, potem je pa v bistvu anti-UV premaz. Se pravi, smreka, ko jo vgradiš, je zelo bela in zelo svetla in v bistvu si zelo velikrat želimo te svetlosti, potem pa smreka začne temniti, rumeniti in tako naprej, tako da je to ekološki anti-UV premaz. In bo ostala taka. Tako. Med inovacijami je gotovo tudi kad skrita v omari. Ključno je bilo, da smo skrili to banjo, da v bistvu, da nimaš pipe, da ni nič, da v bistvu ti, ko si v spalnici dnevno, ne veš, da imaš banjo. Kadar si jo pa želiš, si pa v bistvu v ful večjem lepem prostoru, zato da lahko ven gledaš. Nekaj, česar se jaz takoj z veseljem dotaknem, je pa tale filc, ki je gor. Neverjetno, kje vse ste ga uporabili? Ja, to je pa material, ki smo ga začeli uporabljati že po moje več kot 20 let nazaj. Se pravi, volnen filc, ki je bil včasih mišljen za gradnjo, smo mi v bistvu uporabljali ta pol izdelek za končno površino vrat ali pa v tem primeru celo cele vgradne omare. Namen tle je pa bil tudi ta, da mi nismo hoteli uporabljati nobene barve za pohištvo, lesa je bilo pa preveč.
Se pravi, kako ne narediti vse z lesa, ker tle je pač ta ideja, da je tudi ta stena lesena, da imamo betonski strop, lesena tla in v bistvu, če bi bilo to leseno, bi bilo lesa res preveč. Barve vsi pa nismo želeli, tako da pol smo se pa odločili za filc. Aljoša, kako je sploh prišlo do tega, da ste se za tak tip strehe odločili, za to lebdečo? No, govorimo o tem, da je ta projekt pravzaprav nek hibrid med tradicijo in sodobnostjo. In na nek sodoben način smo streho izpostavili kot ta tradicionalni element, vendar jo odcepili od osnovnega volumna. A se da kdaj tudi prespati? A je poleti toliko toplo, da lahko tlele prespi človek? Ja, seveda, če je nek malo večja zabava, lahko si prineseš tudi spalno vrečo ali pa več ljudi. A veste, nekaj me to spomni na Senike, kjer smo včasih otroci prespali, ki je bilo tudi podobno takole prezračevano vse in je bilo najlepše potem spati takole v slami gor. Točno tako, to je odličen komentar. Pripoved arhitektov teh dveh čudovitih hiš razkriva, kako izvirne zamisli prežemajo vsak kotiček, da hiši nežno objemata okolico in hkrati ponosno lebdita nad jezerom.